Dober večer, dragi gledalci in drage gledalke. Lepo pozdravljeni v oddaji Dober večer, gospod predsednik, in z nami v studiu gospod Janez Janša, predsednik stranke SDS. Dober večer. Dober večer. Pa da najprej začneva mogoče, bi lahko rekli, bolj nasplošno. Kar nekaj je, bi lahko rekli, kritik z vaše strani, opozicijske stranke, na delovanje vlade. Kako bi vi trenutno ocenili položaj v Sloveniji glede dela vlade in kaj je tisto, kar mislite, da vlada dela zelo narobe, zelo napačno? Ja, gledajte, predvsem je napačno tisto, česar vlada ne dela. Bližamo se sredini njenega mandata. V tem času vlada ni izvedla nobene resne spremembe, ki so v Sloveniji potrebne. Veliko je bilo govora o tem, da bodo izvedli zdravstveno reformo, nič od tega. Zdaj, višek tega, kar si največja vladna stranka verjetno predstavlja kot zdravstveno reformo, so kadrovske menjave po slovenskih bolnišnicah, kjer nastavljajo ljudi, ki so prej skrbeli za kotlovnice v bolnišnicah, pa so se včlanili v SMC, zdaj pa kandidirajo za direktorje. Slovensko zdravstvo pa je na robu kolapsa. Vidimo, da ljudje umirajo zato, ker so investicije slabo izvedene, ker ponekod ni denarja, drugot se denar krade. Zdaj smo odkrili v parlamentu ta primer žilnih opornic, ki so se prodajale slovenskim bolnišnicam oziroma bolnikom za 3-kratno ali 4-kratno ceno. In skupaj še z nekaterimi drugimi medicinskimi pripomočki je firma, ki je lastnik Mladine, recimo, zaslužila 200 milijonov v zadnjih 10 letih. 200 milijonov evrov, to so silni denari. Če bi zdravstvo imelo ta denar danes, bi lahko odpravilo praktično vse čakalne vrste. Skratka, tako plačevalci dajemo recimo za zdravstvo, pa tudi za nekatere druge stvari v Sloveniji veliko denarja, vendar ta denar potem ne pride do tistih, ki izvaja storitve in zaradi tega so ljudje umirajo na koncu. Tako da to je velik problem. Zdaj, neke resne spremembe so potrebne tudi drugod, pri socialnem varstvu recimo, kjer zdaj celo otroke kradejo starim staršem. Skratka, prihaja do absurdov, ki so zgolj vrh ledene gore, zadaj so pa neki zaostali, zamočvirjeni birokratski mehanizmi, ki omogočajo, da se to sploh dogaja. In to bi bilo treba poseči in ta vlada tega ne dela. Se pravi, naša glavna kritika gre na tisto, česar ni narejeno, ker kritizira to, kar je narejeno, tega je zelo malo. Ne imeli kaj veliko dela. Koalicija se je ukvarjala najprej z odzemanjem mojega mandata, potem so ukinjali spol, kar smo, hvala Bogu, preprečili decembra na referendumu. Zdaj so se 20 dni ukvarjali z nekim tweetom, sklicovali izredne seje. Hkrati pa so spustili čez Slovenijo še 500 tisoč ilegalnih migrantov, med katerimi je bilo največ mladih za boj sposobnih moških, ki niso bežali pred smrtjo kot otroci in ženske iz Sirije, ampak so zgolj hoteli v Evropo, kjer so socialni prejemki prosilca za azil višji, kot je povprečna plača v Pakistanu ali pa v Afganistanu. In vse to je naša vlada za kršitvijo šengenskega sporazuma spustila v Evropo. Zdaj, če bi vsak 10 tisoč od teh tvegan element, se pravi potencialni teroristi, ima Evropa velikanski varnostni problem. In o migrantski krizi bova govorila tudi v naslednjih minutah. Vemo, da je ta zaznamovala dogajanje ne samo v Sloveniji, v celotni Evropi. S tem se je spopadala celotna Evropa. Kako bi lahko rekli, ne bomo ocenjevali dobro ali slabo, na boljši ali slabši način, pa vendarle nekako ni znala najti tukaj skupnega jezika. Se mi zdi, da tukaj tudi Evropa ni znala postopati tako, kot je potrebno. No, če smo konkretni, je bila problem Nemčija, politika nemške vlade, ker je velika koalicija in ker je tudi nemška kanclerka v nekem trenutku v sredini lanskega leta sprejela politiko, ki jo imajo običajno socialistične stranke do migracij, ki vidijo v priseljencih zgolj nove volivce, ne glede na ceno in ne glede na kulturne šoke in druge nevarnosti, ki jih to povzroča.
Problem se je zelo podcenil tudi, ne. Potem se je skušalo stvari na nek način reševati tako, da si ne bi skakali v besedo, to ni delovalo in države, ki bi morale opraviti svoje delo, kot Grčija in Slovenija pri zaščiti zunanje šengenske meje, so v tem vzdušju enostavno s svojimi varnostnimi sistemi kolapsirale ali pa vlade niso prav vedele, kaj bi naredile. Si tudi pri nas je bilo najprej polno kritike na Madžare, ki so postavili ograjo. Zdaj, ko je pa javno mnenje na to reagiralo, ne, si je gospod Miro Cerar ravno od Madžarov sposodil ali pa si je dal podariti to ograjo, ki se je potem postavila na nekaterih mestih ali pa na nekaterih delih slovensko-hrvaške meje, ne pa povsod, ker je bilo potrebno. Pa tudi nekje, ker pač ni bilo potrebno, ker je bila to PR-ovska, ne pa neka premišljena poteza. Tako da Evropa je tukaj zgrešila, ne, zdaj ta pristop je bil napačen, hudo ceno plačujemo, ne, ceno v stotinah človeških življenj tudi, kot vidimo po teh napadih v Parizu in v bombah v Bruslju. Ampak, gledajte, Evropa je 28 držav članic, ne, eno od teh držav članic je tudi Slovenija, tudi Grčija je ena od teh držav. Če bi te države, ki smo dolžne, ne, varovati zunanjo šengensko mejo, znotraj katere je svobodno območje prostega pretoka ljudi, opravile svojo nalogo in ne bi kršile tega, ne, v Sloveniji smo to kršili ali pa je vlada kršila 500 000-krat in še nekaj, potem tega problema ne bi bilo. Ne. Bi sicer za nekaj časa nastali neki zamaški, kot so danes na grško-makedonski meji, ampak to bi prisililo vse dejavnike, tudi evropske države same, da pač reagirajo, kot so zdaj zadnje čase, sicer malo tako nerodno s temi sporazumi z Turčijo, z povečanjem pomoči Jordaniji, ki recimo gosti daleč največje število teh sirskih beguncev, in predvsem z jasnim sporočilom, da Evropa nima prostora za 50 milijonov novih prišlekov, ker bo potem tudi Evropa sama postala natančno tak kaotičen kraj, iz katerega zdaj ti ljudje bežijo in ne bomo mi na slabšem, oni na slabšem. Skratka, nekega strateškega premisleka ni bilo. Krivda je pa porazdeljena. Ne. Zdaj, glavno je zagotovo na Nemčiji, ne, ker če je Nemčija nestabilna, če Nemčija vleče napačne poteze, potem je cela Evropa prehlajena ali pa bolna. Ne. Nemčija je gospodarski motor Evrope, Nemčija je država, ki je recimo uspešno reševala evro, je treba tudi to priznati. Tukaj pa je prišlo do nekega nerazumljivega stališča, ki ga noben ne zna pojasniti, tudi v Nemčiji sami ne, in bo to v prihodnosti povzročalo še politične pretrese in probleme. No. Kakorkoli zdaj smo, kjer smo nekje na poti do rešitve. Upajmo, da je najhujše mimo. Problem migracij pa bo še daleč v prihodnost eden od ključnih problemov, ker okrog bogate Evrope so revne države na robu Sredozemlja, Bližnjega vzhoda, Srednje Azije, kjer je na stotine milijonov ljudi, ki živijo pač bistveno slabše in vidijo v tej neki zelo bogati evropski socialni politiki do migrantov enostavno pot do uspeha v življenju. Torej mislite, da je zdaj Evropa zavzela neko skupno stališče, da deluje v neki pravi smeri? Ja, zdaj ta izjava predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, ne, ko je šel v Turčijo in dejal, oprostite, v Evropi ni več prostora za vas, ne, skušali nam bomo pomagati drugje, ne prihajajte več, ker ne boste mogli več v Evropo. Evropa bo zdaj v tistih državah, ki same tega niso bile sposobne, od zunaj vzpostavlja šengenski režim, ne, ker pač ne more vsak v ta prostor. To je bil nek začetek prave poti, ne, ki bi moral biti uporabljen že sredi lanskega leta. Vendar pa zadnji ni bilo dovolj operativnih mehanizmov, da bi se ta proces takoj začel odvijati v neko drugo smer in smo zdaj v nekem vmesnem prostoru. In ironija celotne situacije je, da našo varnost, varnost 28 evropskih držav, danes brani Makedonija, ne, ki je samo kandidatka za članstvo v Evropski uniji, ni niti članica
niti ni še začela pogajanj za članstvo v Evropski uniji, še manj je članica šengenskega območja, zdaj makedonsko-grška meja je v tem trenutku branik Evrope pred kaosom. Teroristične napade povezujete tudi s to migrantsko krizo. Čeprav se je velikokrat govorilo oziroma poudarjalo, da vendarle ti v večini primerov, ti, ki so bili napadalci, so že bili državljani Evropske unije oziroma držav članic Evropske unije. Pa vendarle mene zanima, kaj vi mislite, kako bodo ti napadi spremenili Evropo? Kakšen vpliv bodo imeli nanjo na nadaljnji potek razvojev? Ja, poudarjalo se je, hkrati se je pa zamolčevalo, da so tudi tisti teroristi, ki so dejansko povzročili in sejali smrt po Evropi v zadnjih mesecih, sicer bili rojeni, nekateri kot pač druga ali pa tretja generacija priseljencev, ki se niso integrirali, toliko integracij in multikulturnosti, vendar so ti potem odšli nazaj, so odšli recimo v Sirijo ali v Irak, kjer so se borili na strani te tako imenovane islamske države, prišli na liste terorističnih organizacij, seznamov članov terorističnih organizacij in zaradi tega niso mogli normalno potovati nazaj in so se enostavno vključili v ta migrantski val, kjer se je vse sprejemalo na 100 tisoče ljudi brez nekega resnega preverjanja in so tako prišli nazaj. Če bi po Schengen deloval, pa ne bi mogli, ker so bili v seznamu in ker se to preverja, ker se jemlje prstne odtise in druge biometrične znake, ti ljudje ne mogli priti nazaj. Tudi če so bili prej pač državljani Francije, Belgije, Nemčije, kogarkoli. Enostavno so se priključili temu nekontroliranemu migrantskemu valu in tako prišli nazaj v Evropo. Zdaj, za več 10 teh, ki so izvedli ali pa ki so nameravali izvesti teroristične napade v Evropi, je danes dokazano, da so prišli s tem migrantskim valom. In kot že rečeno, jasno je, da niso vsi begunci teroristi, tudi niso vsi migranti teroristi, med begunci ni večina, ampak je ogromno žensk in otrok, se pravi, so ranljive kategorije, ki jim je treba pomagati. Najlažje jim je pomagati čim bližje domu, recimo za isto, po podatkih Združenih narodov, lahko za isto količino denarja, ki jo recimo Italija potroši za to, da enemu prosilcu za azil plačuje bivanje v hotelu ali pa v nekem apartmaju, za isto količino denarja lahko v Siriji na teh varnih območjih še, če bi vzpostavili te varne cone, ali v Libanonu ali v Jordaniji, pomagate 10 ljudem z istim denarjem, z isto količino sredstev, samo drugače bi se pač morali organizirati. In ko gre za begunce, begunci si želijo biti na varnem, vendar čim bližje svojemu domu, zato da se bodo potem, ko bo pač nevarnost minila, čim prej vrnili domov. To je razlika med ekonomskim migrantom in beguncem. Ekonomski migrant pa išče recimo država v Evropi, kjer so socialni prejemki čim višji, zato da bo pač živel bistveno bolje kot v Afganistanu ali pa v Pakistanu ali pa v Iranu. In seveda tukaj je z osebnega vidika ta njegova želja razumljiva. Z našega vidika je pa seveda treba upoštevati tudi to, da imajo evropske države, vključno za Slovenijo, na milijone, pri nas na 100 tisoče ljudi, ki komaj shajajo z meseca v mesec, da ta socialna mreža ni neomejena, da zdaj recimo nekdo, ki prejema minimalno plačo pri nas ali pa minimalno pokojnino in nad 100 tisoče slovenskih upokojencev prejema zelo nizko pokojnino, čeprav so večinoma delali polno delovno dobo. In zdaj mora on od nekaj 100 evrov še dodatno preko davščin in vsega ostalega prispevati za nekega prosilca za azil, ki tukaj nič ne dela, enostavno čaka na to, da bo prošnji ugodeno in dobiva v seštevku, končno na leto stane država več kot pa recimo en upokojenec,
povprečni upokojenec ali pa upokojenec dobi povprečne pokojnine. In zdaj, ko te stvari primerjate, ne, seveda se streznimo, ne. Zdaj, lepo je govoriti kar o solidarnosti in tako dalje, ampak običajno tisti, ki o tem največ govorijo, ne, nič ne prispevajo ali pa zelo malo prispevajo k temu, da bi se dejansko pomagalo. Breme potem pade na tiste najrevnejše, ne. In na to se danes pozablja. V Sloveniji je bilo tudi kar nekaj protestov proti migrantom oziroma proti sprejemanju beguncev. Nekateri so vam očitali, da tudi vi širite nestrpnost, ne? Pravite, da gre za domoljubje, pa se vam zdi, da je tukaj bi lahko rekli, tanka meja med tem, da potem mogoče ljudje ne znajo ločiti, da gre za domoljubje, kdaj pa v bistvu za nestrpnost? No, gledajte, zdaj ljudje, to je zelo splošna kategorija, ne. Vsak posameznik izhaja pač pri presoji svojega lastnega položaja in gledajte, zdaj nekega delavca, ki je na minimalni plači ali pa ki dobi malo več, ali pa nekoga, ki je brezposeln, ali pa nekoga, ki ima, in na 100 000 jih je, ne, ki ima nizko pokojnino, pa je 40 let delal. Zdaj obtoževati nestrpnosti pa celo rasizma ali fašizma, zato ker postavlja vprašanja v tem smislu, kaj bo pa z nami, ne? Ne obstaja samo nekdo, ki je prve kategorije in ki je včeraj prišel v državo, ne? Nas pa enostavno tukaj ni več. Zdaj, to poimenovati za nestrpnost je, bom rekel, zgolj politična propaganda. Tudi politiko, ki opozarja na obe plati, se pravi na realno stanje in ki ponuja tudi, bom rekel, bolj učinkovite rešitve, obtoževati za nestrpnost je najmanj nefer, nepošteno. Recimo Slovenska demokratska stranka je v sredini lanskega leta, ne, se pravi pred skoraj enim letom, predstavila 10 konkretnih rešitev za migrantsko krizo ali pa 10 konkretnih pristopov za reševanje migrantske krize slovenski in evropski javnosti. Zdaj, mnoge od teh rešitev so bile uporabljene, upoštevane, ampak šele po 6, 7, 8 mesecih. Tudi slovenska vlada, ki je to razglasila takrat za nestrpnost, je potem sama začela postavljati ograjo, ne. Zdaj, gospod Miro Cerar si je prilastil naš predlog, da se v primeru, če Grčija ni sposobna zavarovati šengenske meje, pa zunanjo mejo Evropske unije brani v Makedoniji, ne. Zdaj, čez 4 mesece potem, ko smo mi ta predlog predstavili slovenski in evropski javnosti, je še on pisal predsednikom vlad po Evropi z tem istim predlogom, ne. Zdaj, toliko o tem, kaj je danes nestrpnost, jutri je pa to uradna vladna politika. Morava nekaj spregovoriti tudi o stavki policistov, ki traja že od prejšnjega leta, že kar nekaj mesecev. Lahko bi rekli, da nekako dogovora še vedno ni na vidiku. Mislim, da policisti tukaj opozarjajo nekatere konkretne probleme. Včasih se zdi, da pa nekako ni posluha z druge strani. Pa tudi to nekateri zdaj že opozarjajo, da se govori tudi o finančnem primanjkljaju, ne, ker vemo, da policisti drugače prinesejo kar nekaj v državno blagajno. Ampak večji problem se mi zdi, da nekako tukaj ne najdejo tega skupnega dogovora, ki zdaj nekako traja, bi lahko rekli, že predolgo. Ja, ta poskus traja seveda predolgo, v veliki meri tudi zaradi tega, ker je vladna koalicija skupaj z režimskimi mediji diskreditirala, ne, vodstvo policijske stavke, ne, z neko akcijo, ki je daleč presegla, bom rekel, dejansko potrebo obsojenja tiste ustavitve ministra za javno upravo, ne. In zdaj je situacija v neki pač slepi ulici, ko si policijski sindikat ne upa niti javno nastopiti več, ker ga takoj obsodijo, da je zlorabljal pooblastila. Problem pa je seveda v denarju, ne. Zdaj, policisti zahtevajo stvari, ki so logične in v veliki meri razumljive. Vlada ni sposobna racionalizirati delovanja države na drugih področjih, ne, zato pač ne najde manevrskega prostora za financiranje. Osnovni problem je pa v
v situaciji, ki je nastala potem, ko so se levičarske vlade v Sloveniji na zgrešen način soočale s krizo. Ne. Zdaj, danes iz slovenskega proračuna damo za obresti, za dolg, ne, ki je narasel iz 8 milijard leta 2008 na 32 milijard leta 2016. Samo za obresti za ta dolg damo več, kot pa prinese gospodarska rast. Kar seveda pomeni, da denarja zmanjkuje, čeprav se vlada hvali, da ima 2% gospodarsko rast, ampak glejte, to je v denarju kakšnih 650 milijonov evrov. Za obresti za dolgove dajemo pa tam med 800 in milijardo 100 milijonov. Tako da enostavno ni denarja iz dodane vrednosti. Zahteve, ki se večajo, je možno srečati strani vlade zgolj tako, da tam, kjer so izdatki neracionalni pa nepotrebni, postrgajo. Ne, in v administraciji je polno tega. Glejte, v slovenski administraciji je kakšnih 200 uradov, agencij in zavodov, kjer se delo podvaja, kjer nič ne delajo, ker vlada sploh ne ve, da obstajajo, ne, ker so pod radarjem, nekdo je ustanovil za to, da je zaposlil pač neko klientelo in potem se to kar financira. Če je kakšen škandal, se slovenska javnost zave, pa se ljudje darmo po glavi pa rečemo, a tudi to imamo, ne? A tudi to agencijo imamo, ja, kaj pa delajo. Tega je polno, ampak stranka Mira Cerarja je stranka pač administracije, ne? Večina njihovih poslancev in ministrov je prišlo iz te administracije in seveda ščiti svoje. Ne? No, praktično razen enega ni nobenega gospodarstvenika v tej strukturi in seveda svoje politične in ideološke podlage ne bodo rezali. Ne. Potem pa ni denarja, ne. In na koncu je strošek za enega slovenskega policista na koncu leta skupaj z njegovo mizerno plačo. Še vse, če odštejemo pač beneficiran staž, manjši kot pa je strošek za enega prosilca za azil. Ne. In se treba vprašati, na kateri točki je naša varnost. Ne. Ne. Opozorila predsednika države pred nekaj dnevi, da je stanje v Slovenski vojski nezadovoljivo, se lahko kmalu pridruži tudi ocena nekoga, ki bo podobno ocenil stanje v slovenski policiji. Ne. In v situaciji, v kateri smo, je to katastrofalno. Še v eni stavki bova spregovorila, gre za stavko delavcev v energetiki. Ta se je začela ravno danes. Sindikat delavcev v energetiki Slovenije pravijo, da že nekaj časa, 2 leti opozarjajo na težave. Vsi vemo, da so se težave nekako z energetiko začele tudi že z gradnjo bloka 6. Spregovorila bova namreč o tem, ker to veliko vpliva tudi na dogajanje v tej naši dolini. Šaleški zaznamuje v bistvu vse te težave, kar se dogaja. Nekako pravijo, da je to posledica vsega, kar je bilo narejenega v prejšnjih letih. No, drži. Zdaj, cena izgradnje novega bloka termoelektrarne Šoštanj je bila previsoka. Nekaj 100 milijonov je tukaj nekam poniknilo. Jaz upam, da se bo enkrat odkrilo kam. Da bodo kakšni papiri iz Paname tudi na kaj takšnega pokazali, pa vsaj nakazali. Tako da jaz mislim, da stanje, kar se tiče financ v slovenski energetiki, zaradi te pa verjetno še nekaterih drugih predragih investicij ni ravno rožnato. Ne. Tako da kakšnih zelo višjih stroškov si slovenska energetika zaradi teh predragih ali pa zgrešenih naložb, predvsem predragih naložb, ne bo mogla privoščiti. Ne. Slej ko prej bodo mogli najti rešitve, ki bodo v okviru racionalnega. Pa vendarle pravijo delavci, nekako sindikat očita vodstvu HSE-ja, da so oni odgovorni, da nekako za krinko renacionalizacije odpuščajo delavce, da pa vendarle HSE posluje z dobičkom. No, zdaj, tukaj gre za vprašanje organiziranosti. Pri holdingih je pač vse mogoče, odvisno kako ti računovodsko stvari razporediš. Zdaj, prejemki v energetiki so v Sloveniji nadpovprečni. Ne.
kar seveda še nič ne pove o mikrostanju. Ne. Tudi znotraj slovenske energetike so ljudje, ki trdo delajo, pa so premalo plačani, ne. So ljudje, ki delajo manj, pa so verjetno preveč plačani. In zdaj v tistem delu, kjer sindikat opozarja na to anomalijo, ima prav. Ne. Ampak v celoti vzeto pa, kot že rečeno, ne, stroške bo tudi zaradi tega, ker so se iz teh investicij denarji odlili zaenkrat neznano kam, stroškov se ne bo dalo dvigati oziroma jih bo potrebno reducirati in ne glede na to, kdo bo direktor v posamečnih podjetjih ali pa v holdingu, bo moral to storiti. Ne. Prej ste se že dotaknili zdravstva uvodoma in nekako vedno, ko govorimo o zdravstvu, težav, bi lahko rekli, oziroma težavam ni videti konca, tudi aferam. Ne samo v tem mandatu, v tej vladi, tudi prejšnjih. Veliko se poudarja, da gre tukaj za nekatere zdravstvene lobije, ki naj bi bili zelo, zelo močni. Kako vi vidite, ste tudi vi kdaj imeli težave s tem, tudi ko ste bili predsednik vlade, so vendarle tukaj težave kje drugje ali res gre za neke močne lobije v ozadju? No, jaz bi temu težko rekel zdravstveni lobiji. Ne, gre za naveze, ki kradejo v zdravstvu. Recimo, gospod Zemljarič ni nobene veze z zdravstvom, razen tega, da je bil v davnih letih direktor kliničnega centra. Ampak po javno objavljenih izjavah očividcev, ne, in prisotnih se je malo katera resna finančno zahtevna stvar v zdravstvu zgodi brez njegovega soglasja, ne, še vedno. In tukaj so tudi drugi, ne, po rangu nekoliko nižji, ki niso v zdravstvu, ampak seveda skrbijo za to, da prava podjetja dobijo ustrezna javna naročila, tukaj se pretaka veliko denarja, zdaj en tak drastičen koruptiven primer, ki ga je direktorica kliničnega centra v Ljubljani celo priznala javno na seji delovnega telesa državnega zbora, je črpanje sredstev iz zdravstva preko tega, da pač neko podjetje, ki ima sedež v Italijanski Gorici, ustanovi neko hčerinsko podjetje v Sežani in potem to podjetje v Gorici poceni kupuje medicinske pripomočke na evropskem trgu. Te pripomočke drago prodaja svojemu lastnemu podjetju v Sežani, ne. Zdaj to podjetje v Sežani pa potem te pripomočke še dražje prodaja slovenskim bolnišnicam, ne, in namesto, da bi bila recimo žilna opornica 200 evrov, ne, kot je na evropskem trgu, so jih nekatere slovenske bolnišnice plačevale tudi po 1000 ali pa po 1200, po 800 evrov za en kos. Ne, in to je v 10 ali pa 20 letih naneslo na stotine milijonov evrov. Na desetine milijonov samo pri enem samem, ne, medicinskem pripomočku, ne, se je kradlo najbolj ranljivim skupinam. Zdaj je ustanovljena preiskovalna komisija, konkretno za ta primer, ker so vsi podatki na mizi, bomo videli, kako daleč bo prišla, ampak o tem se zdaj skoraj 1 leto odkrito govori, potem ko so nekateri mediji te podatke objavili, in še nobene policijske ali pa tožilske ali pa sodne preiskave, ne, ker so te naveze so zaščitene, če ne bile zaščitene, ne bi mogle 20 let krasti. Ampak kako se potem lotiti sanacije tega zdravstvenega sistema oziroma lotiti, odpraviti te anomalije? Zdaj, te naveze je treba odstraniti, ne. Zdaj, to je pa možno v neki državi, ki se sklicuje na vladavino prava, samo tako, da sistem od organov preiskave, pregona in sojenja normalno deluje, ne. Ampak zaenkrat gospod Zemljarič ni dobil še nobenega poziva na kako zaslišanje v zvezi s tem, niti ljudje, ki so Slovenci v tej goriški firmi, niti ljudje iz te sežanske firme, čeprav je ta kraja bila javno razkrita že pred enim letom, ne. Pa niste še nikjer brali o kakšni preiskavi ali po kakšni prioriteti pri teh stvareh, ne. Saj še hujša stvar je kraja iz slovenskih bank, ne. Tukaj gre pa za milijarde, za denar, ki če ne bi bil ukraden, ne, zelo konkretno rečeno,
Zanj bi že zdavnaj zgradili 3. razvojna os, 2. tir, popravili vse mostove, zaradi katerih danes na tisoče ljudi zjutraj čaka zaradi enosmernega prometa po Sloveniji. Ne. Slovenci veliko ustvarimo, ampak žal se na poti do dejanske porabe, potem ko nam vzamejo to od položnic pa od davkov in prispevkov, ki jih plačujemo, se veliko tega izgubi. Zdaj preganja se tiste, ki je mogoče kakšnih 1000 ali pa nekaj 10 000 evrov poneverijo, ti večinoma niso zaščitene, male ribe ali pa če kdo ne plača računov, tako podjetje gre hitro v stečaj. Ko gre pa za velike ribe, se pa nič ne dogaja, ker je na vrhu to vse zelo povezano. Tudi cestne infrastrukture se bova dotaknila. Vaša stranka je pred kratkim vložila 2 zakona. V prvem ste nekako naredili nabor teh pomembnih projektov, ki ste jih vi že omenili, drugi pa nekako predvideva pridobivanje finančnih sredstev. Seveda morava govoriti o 3. razvojni osi, tudi ta je v tem naboru projektov. Predvsem pa se mi zdi zanimivo, ker je tisto, kar ste z področja finančnega vidika predlagali, kje bi lahko dobili, ker vemo, glede na finančno stanje, da sredstev za to cestno infrastrukturo, prometno cestno infrastrukturo, tudi za ta 2. tir ni. Ja, ravno zaradi tega smo vložili 2 zakona. Eden natančno definira te projekte, ki so pomembni za slovensko gospodarstvo, ne samo za državljanke in državljane. Z drugim zakonom pa pač zagotavljamo vire. Žal vladna koalicija nasprotuje obema predlogoma, sami nič ne naredijo. Ustanovili so podjetje za 2. tir. Takoj, ko so ustanovili podjetje, so ustanovili še projektni svet. To pomeni, da bo preden se bo karkoli zgodilo, kakšnih 10 ali pa nekaj 10 ali pa tudi nekaj 100 ljudi že prisesano na ta projekt in bo porabljenih 100 milijonov, preden bo sploh se kaj zgodilo. Slovenija ima Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ima Družbo za državne ceste kot inženirje, ima DARS, ima Slovenske železnice, skratka ima vse institucije, ki lahko izpeljejo ta projekt, ne samo odločiti se je treba, pa določiti odgovornega znotraj tega sistema. Ljudje so že plačani za to, da delajo. Zdaj se je pa še enkrat se to ustanovilo. Zdaj navidezno to predstavljeno kot nekaj smo naredili, v resnici so pa naredili samo še dodaten strošek. Zdaj tudi to zgovarjanje, da ni denarja, seveda. Denarja tudi ne rabimo vsega danes. Treba je zagotoviti vire, ki bodo prihajali tekom naslednjih let, ko se bo projekt gradil. V proračunu tega denarja v glavnem ni. In možnosti, ki smo jih mi nakazali v tem zakonu, so pač dodatne možnosti. S tem, da nismo omenjali tega, o čemer sem jaz prej govoril. Veliko denarja je možno postrgati tam, ker danes oteka, te luknje treba zamašiti. Da se spomnim enega pogovora z našim finančnim ministrom, dr. Bajukom, leta 2005, ko smo delali prvi proračun, takrat tisti naši vladi. In smo odkrili veliko teh lukenj oziroma proračunskih postavk, za katere noben ni vedel, čemu sploh služijo, in smo to začeli potem rezati. Ponekod so bili protesti, ponekod pa niti protesti, ker je bila stvar tako absurdna, da se Ben ni upal oglasiti, ko smo te postavke počrpali, in se je na koncu nabralo skoraj za 1% bruto domačega proizvoda denarja, in tudi zaradi tega je bila takrat večja gospodarska rast, ker smo te kanale zamašili. Potem je prišla Pahorjeva vlada in ti kanali so se spet odprli in mnogi so ponovno odprti, denar odteka na vse strani. Se pravi, tukaj je možno letno, če se te luknje zamaši, in to je relativno enostavno, samo pravi finančni minister mora priti, da zbrati nekaj 100 milijonov evrov za te investicije, brez tega, da bi bil kdorkoli prizadet. Samo nekaj privilegirancev bo namesto 2 kosov pogače dobilo samo eno. Torej, če vaša stranka zmaga na naslednjih državnozborskih volitvah, lahko pričakujemo uresničitev teh 2 zakonov? Ne, zagotovo. Mi smo
Večino tega naš minister za promet in infrastrukturo Zvone Černač je te projekte nekje do te faze pripeljal že v začetku leta 2013, preden so vrgli našo vlado, od takrat naprej se praktično ni nič zgodilo. Zdaj, natančno vemo, kaj je treba narediti, natančno vemo, kdo to lahko naredi, natančno vemo, kje je možno zagotoviti vire in da je potrebno je samo dovolj volilnih glasov, da se to zgodi. Ker vemo, da umeščanje tretje razvojne osi oziroma trase, sploh umeščanje trase, traja že kar vrsto let in zelo prepočasi. Zdaj nekako je najprej prišlo do tega, da se umešča ta trasa F2.2, pa vendarle vemo, da je bilo tu kar nekaj težav. Tudi nasprotovanj, da gre za kmetijska zemljišča, pa nekako se mi zdi, da ljudje ne verjamejo več, da bo nekako res prišlo do izgradnje te tretje razvojne osi. Glejte, ta dolgost umeščanja, dolžina umeščanja te trase v prostor je enostavno dopuščena zaradi tega, ker ni virov sredstev, ker ne vejo, kako bi se stvari sploh lotili, kako bi projekt finančno zaprli. In potem, jasno, so roki neomejeni, so možne pritožbe in tako dalje. Jaz se spomnim podobnega primera, ki sicer za ta del Slovenije, ker smo zdaj ni toliko zanimiv, za Dolenjsko je bil pa kritičen, recimo to je bila avtocesta mimo Trebnjega. Vem, da smo na začetku našega mandata takrat obiskali Novo mesto in Krko in nam je direktor rekel, glejte, Krka ima, pa tudi druga dolenjska podjetja, ampak samo Krka ima na leto toliko in toliko milijonov manj prihodkov zaradi tega, ker vse stoji, ker tovornjaki pri zelo kritičnih dobavah vozijo bistveno dlje, ker je za neko hitro kritično dostavo praktično treba najeti avion, avtocesta tam mimo Trebnjega, ker je samo nekaj kilometrov, pa še ni umeščeno v prostor. Zdaj, pogledali smo zadevo in vlada je na naslednji seji presekala. Zdaj, ta ping-pong med dvema skupinama lobijev, ker so ljudje pokupili zemljišča na trasah in je vsak hotel, da bi potem šla trasa tja, vsak je imel svoje naveze potem v ministrstvih, pa v teh agencijah, pa v Darsu in je bil nek status quo. Mi smo to v kakšnih 15 minutah razprave na seji vlade presekali, določili traso, ki je bila bolj racionalna in cesta je bila zgrajena. Prej pa 2 leti stalo zaradi tega, ker nekdo ni odločil, ker je bil vezan na takšne in drugačne interese. Na Evropovi vladi so bili ljudje, eni so vlekli na eno traso, drugi na drugo in je vse stalo. Dotakniva se še malce dogajanja v vaši stranki. Veliko se govori o nekakšnem kadrovskem dogajanju, nekaj odstopov, širile so se govorice, ki ste jih kasneje tudi zanikali, pa povedali, da so neresnične, da naj bi izstopilo nekaj članov, naj bi celo prestopili k stranki Nova Slovenija. Vi ste tudi zapisali na socialnem omrežju, da redni mesečni sprejem novih članov in članic raste in da se krepi iz dneva v dan. Pa da mogoče zdaj poveva, kaj se resnično dogaja, kaj je bilo s temi vstopi, prestopi, kaj je bilo tisto, kar je v bistvu bilo res. Iz Slovenske demokratske stranke, v Slovenski demokratski stranki imamo v tem trenutku nekaj več kot 16,000 članov, ki izpolnjujejo vse statutarne obveznosti. In potem jih je še nekaj na seznamih, kjer kdo pozabi plačati članarino in tako naprej, ali pa ne prije na letno konferenco. Smo daleč največja in najbolj množična stranka in zdaj, če pogledate, imamo preko 200 občinskih oziroma občinskih in mestnih odborov in nažalost nam vsak dan kdo umre, mogoče se kdo zaposli v neki državni službi, kjer je članstvo nezdružljivo, služba nezdružljiva z članstvom v stranki, kdo tudi malo ostari po obupa in
ti vstopi in izstopi so stalnica. Ne. Vsak teden imamo spremembe v članstvu za nekaj 10 imen. Ampak pomembno je, da tudi vsak teden več ljudi pride, kot pa jih umre ali pa recimo tudi odide. Ne. In zdaj, na nekaj primerih se je delala silna dramatika, ne. Zdaj, kar se tiče vstopov druge stranke, jaz ne poznam nobenega primera, ko bi kak naš član vstopil v Novo Slovenijo. Je pa v Slovenski demokratski stranki na tisoče članov, ki so bili včasih pri slovenskih krščanskih demokratih, pa tudi takšnih, ki so ob zadnjih volitvah izstopili iz NSI pa šli k nam. Čeprav mi tega ne vzpodbujamo, ampak to so pač svobodne odločitve vsakega posameznika. Seveda imamo kot stranka tudi, ki je bila v vladi in v opoziciji, tudi primere, ko se je nekdo včlanil v stranko, pa je pričakoval neko funkcijo, neko pozicijo, pol ko je ugotovil, da v Slovenski demokratski stranki stvari ne funkcionirajo na ta način, je bil razočaran, pa je pač izstopil. Imamo tudi primere, ko je kdo izstopil pač potem, ko nismo sestavili vlade, ampak tega je bistveno malo. Ne. V glavnem so v Slovenski demokratski stranki ljudje, ki so samostojni, ki so sposobni lastnega razmišljanja, ki ne skrivajo svojega članstva, pa so nekateri zaradi tega šikanirani, bodi si v službi, bodi si v svojem okolju, tako da tisti, ki jih zelo skrbi stanje v članstvu Slovenske demokratske stranke, vsem se zahvaljujemo za skrb, ampak mi s tem nimamo težav. Ne. Zdaj, v soboto, mogoče ste kje opazili, smo imeli tudi velik festival naše mladinske organizacije na Vranskem, ker je bilo nekaj 100 mladih z zelo resnimi in zrelimi razpravami, tako da imamo tudi zelo močan podmladek. Stranka se trudi, da bi mladi kandidirali recimo na lokalnih volitvah, na vseh listah na lokalnih volitvah so tudi mladi, tudi na volitvah v državni zbor. Ne. Smo stranka z največ mladimi v slovenskem parlamentu. Na tem načrtno delamo, ne. Tako da zaradi teh govoric se ne vznemirjamo veliko. Kaj pa politično dogajanje na tako imenovani desnici? Nekaj se je govorilo tudi o tem, da ni več te povezanosti, da se nekako krhajo odnosi. Tudi v soboto, ko je bilo to zborovanje, je nekako bil vaš poslanec, dr. Vinko Gorenak, zelo kritičen do govora predsednice stranke Nove Slovenije. In tudi nekako kritičen do tega, da nekako članov Nove Slovenije ni bilo na tem zborovanju, da je nekako bila samo predsednica, da je eden od poslancev celo zapisal, da to ne bo rešilo situacije. No, gledajte, vse to je bilo, no. Zdaj, mogoče je bila najprej predsednica Nove Slovenije kritična do gospoda Gorenaka, prej je ta odgovarjal. Ampak tudi to je res, da so nekateri poslanci Nove Slovenije pozivali proti temu zborovanju, da tam razen gospe Novako nismo opazili nobenega njihovega poslanca, zelo malo lokalnih predstavnikov. Vse to drži. Ne. Tudi nekateri so gospe Novakovi žvižgali, kar jaz ne odobravam. Ne. Zdaj, če nekdo nekaj reče, s čemer se ne strinjaš, je pač potrebno odgovoriti. Ampak zdaj nekateri od teh sem potem, ko smo se razhajali, tudi srečal in šlo je v glavnem za bivše člane Nove Slovenije, ki so pač ravno zaradi takih besed iz te stranke že izstopili, niso naši člani, ne, kot so nekateri mediji to pripisovali. Ampak obstaja tudi druga plat. Ne. Zdaj, to je bilo zborovanje, ki se ga je udeležilo dobrih 10.000 ljudi, ki jih je možno prešteti. Ne. Danes se lahko na sliki prešteje udeležence in to, da nekdo zapiše, da jih je bilo več 100 ali pa 2.000, to je samo žalitev za njegovo lastno pamet, ne, še posebej, če gre tukaj za novinarje. Danes smo v digitalni dobi, slike so na internetu, vsak lahko se malo potrudi, ne, prešteje in ima številko, če ga to najbolj zanima. No, obstaja tudi druga plat, ne, kar se tiče same udeležbe, poleg ljudi in udeležencev, ne, tukaj se je prvič po letu 2004 zgodilo, da so
Slovenska demokratska stranka, Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija podpisale vabilo na neko zborovanje skupaj z Zborom za republiko. Je to velik premik, ne glede na to, kako se to skuša predstaviti. Ljudje so to zelo pozitivno sprejeli, ne, in to je pač bistveno. Ne, saj tukaj ne gre toliko za odnos do tega strani nas, ki vodimo te stranke in tako naprej, ampak gre predvsem za to, koliko se članstvo in volilno telo vseh teh strank prepoznava v nekem skupnem nastopu in v neki skupni akciji. In zdaj, to je bilo pač pozdravljeno. Ne. Tudi ta nova moč, nova energija, ki prihaja od prenovljenega vodstva Zbora za republiko, je, bom rekel, zelo obetajoča in tukaj so tudi neke najave, da se bo ustanovilo še nekaj list ali pa strank, ki jih je možno šteti v domeno zelo širokega političnega prostora, ki ga pokriva Zbor za republiko, tako da mene to dogajanje, kot ste rekli, na tako imenovani desnici zgolj veseli. Čeprav moram reči, tukaj ne gre zgolj za nekaj, kar bi v klasičnem evropskem smislu opredelili kot politično desnico. Gre za precej širok spekter, ki je zelo podoben temu, kar je pokrival nekdanji demos na začetku slovenske demokratizacije. Torej tudi ustanovitev novih strank pozdravljate. Bi lahko rekli, nekaj sem celo prebrala, da se jih ne bojite oziroma da ste veseli, da nastaja, da je tukaj lahko še več povezovanja. Ja, pa ne gre samo za povezovanje, gre tudi za učinek slovenskega volilnega sistema. Zdaj, Slovenci volimo po zelo težko razložljivem proporcionalnem volilnem sistemu. Če skušate nekemu tujemu človeku, pa tudi če je to novinar ali pa celo strokovnjak za področje volitev, razložiti, na podlagi kakšnega volilnega sistema in aritmetike sem bil recimo jaz izvoljen ali pa kakšen drug poslanec, ima velike težave, veliko časa porabimo. Ne. Tudi ljudem je še vedno večinsko zelo nerazumljivo, mislijo, da glasuje za kandidata, ker so imena, ne, v resnici pa gre glas stranki in se potem proporcionalno to prelije nazaj v glasove za kandidata in včasih še dolgo časa čakamo na to, da vidimo, kdo je bil pravzaprav izvoljen. Ne. To je en problem. Drug problem je, da je prag zelo nizek, 4%, 4% in zato, da neka stranka pride v parlament in dobi 4 poslance, je potrebno manj glasov, kot pa jih recimo rabi neka velika stranka za to, da dobi še 4 dodatne poslance. Se pravi, volilni sistem je takšen, da se pravzaprav znotraj nekega širšega političnega spektra splača nastopiti z večjim številom strank, ki pa morajo seveda imeti možnosti, da pride v parlament. Če ne pride v parlament, je to izguba. Tako da je to pač stvar pametne odločitve tistih, ki se postavljajo na čelo takih iniciativ, ali mislijo, da s tem lahko kaj prispevajo ali pa škodijo. No. Ampak po vseh teh mandatih in prevarah s temi novimi obrazi in novimi strankami, jaz mislim, da je slovensko volilno telo do neke mere dozorelo in da je sposobno tudi za takšen preizkus. Prej ste nekako že omenili v začetku, da se je vlada ukvarjala oziroma zapisom, ki ste ga vi zapisali na enem od socialnih omrežij. Moram reči, da je vzbudilo veliko ogorčenja oziroma bi lahko rekli različnih mnenj, kresanja različnih mnenj o teh zapisih. Jaz sicer zapisa ne bom zdaj ponavljala, ampak bi vas rada povprašala, ker ste potem zapisali, da gre to nekako za provokacijo, ker ste večkrat opozarjali na to, naleteli na gluha ušesa, bi lahko rekla, in da ste nekako s to provokacijo vzbudili tisto, na kar ste že dolgo časa opozarjali. Torej, se vam zdi, da ni bilo druge poti, kot da nekako na tak način s provokacijo vzbudite pozornost glede tega? Torej, ne zdi se mi, ne vem, ker smo se druge poti že velikokrat preizkusili. Tudi zdaj ta moj tweet je
de facto možno vzeti kot provokacijo tudi zaradi tega, ker jaz v njem nisem omenil nobenega priimka in samo eno ime, drugo niti ni bilo, bom rekel, identično, nobene novinarke, niti nobene medijske hiše. Bila je zelo splošna poanta, ampak zdaj ena novinarka in ena urednica na nacionalni televiziji sta se v tem prepoznali, Mojca Šetinc in Evgenija Carl. In so potem ta tweet objavili tudi na nacionalni televiziji, ki jo gleda nekaj 100.000 ljudi, zdaj en tweet pa prebere tam mogoče nekaj 100 ali pa nekaj tisoč ljudi. Twitter ni sredstvo javnega obveščanja, nacionalna televizija pa pač je. Na prvi pogled je bilo jasno, da jaz ne govorim o klasični prostituciji, to je očitno, ampak o medijski, in to je strokoven pojem. O tem so napisane knjige, obstaja v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Zdaj medijsko se prostituira nekdo, ki načrtno objavlja lažna dejstva ali pa potvarja dejstva v zameno za neke koristi. In v primeru gospe Šetinc in Carl je to dokazljivo dejstvo. Mi smo na njune prispevke pisali demantije, zahtevali obravnavo na novinarskem razsodišču, soočanje na televiziji, nikoli ni prišlo do tega. Nikoli ni prišlo do tega. Včasih smo dobili vljuden odgovor, včasih smo dobili ciničen odgovor, največkrat pa sploh nismo dobili odgovora. In to se je dogajalo leta, to se ni dogajalo samo en dan. Tako da smo zdaj, hvala Bogu, čeprav na 1. aprila, s pomočjo te moje provokacije prvič v slovenski zgodovini prišli do 8-urne razprave, ki so jo lahko vsaj deloma spremljali tudi državljanke in državljani po Sloveniji, o tem, kaj je medijska prostitucija in kaj je neodvisno novinarstvo. Neke stvari so se pojasnile, kaj bistvenega se čez noč ne bo spremenilo, ampak bili smo veseli obljube vladajoče koalicije, da so pripravljeni, ko bo ponovno prišlo do takšne zlorabe na nacionalni televiziji, pomagati pri sklicu seje odbora za kulturo in o tem razpravljati. Zdaj, če se bo to zgodilo, naslednje provokacije ne bodo več potrebne. Govorite torej o medijski prostituciji, tudi pojasnili ste, kaj naj bi to bilo, pa vendarle me zanima, se vam zdi, da je ta medijska prostitucija nekako nastrojena samo proti vam, proti nekako vaši stranki? Ne, seveda ni nastrojeno samo proti naši stranki. Zdaj tudi je najprej treba ločiti, za kateri mediji gre. Zdaj, če je pristranska neka privat televizija ali pa časopis ali pa spletna stran, potem je to en problem. Zdaj, če je pa izrazito pristranska ali pa sovražna, pa manipulativna nacionalna televizija v svojih osrednjih informativnih oddajah ali pa tudi drugih oddajah, končno recimo na RTV Slovenija smo spremljali, smo lahko gledali prispevek o Patriji na otroškem programu. Za otroke tam od 8 do 10 let so jih fopali z korupcijsko afero Patrija. In niso nikoli po tem istem programu recimo objavili sodbe ali pa rezultata sodbe Ustavnega sodišča. Zdaj za to televizijo prisilno ali pa prostovoljno plačujemo vsi, ki plačujemo električno energijo v državi. In je to velik problem. To ni VTV, to ni Kanal A, to je nacionalna televizija, ki se ne bi smela privoščiti, da objavijo srednji informativni oddaji, kako na neki spletni strani, ki je itak ni več in se ne da preveriti, nastopajo člani Slovenske demokratske stranke kot podporniki, ker jih je nekdo brez njihove vednosti dodal kot podpornike neke opcije. Glejte, tega po moje ne bi objavilo niti lokalno glasilo za najmanjše krajevne skupnosti v Sloveniji. Je pa to objavila gospa Carlova na nacionalni televiziji in potem še žaljivo odgovarjala tudi tistim, ki so bili imenovani, ko so se pritoževali. Tako da
treba je ločiti, za koga gre. Ne. Zdaj, nacionalna televizija nišče si tega ne sme privoščiti, ampak eno je, če je to nek, rekel, komercialni interes zadaj, ne, drugo pa, ko nacionalna televizija to dela in to ni edini primer in to se ne dogaja samo recimo proti nam. Ne. Nacionalna televizija, največji problem na tej televiziji je dejstvo, je isti kot pri vladi. Ne. Ni samo to, kar objavijo, ne, je to, kar zamolčijo. Ne. Prej smo govorili o teh dveh ključnih zakonih glede infrastrukturnih projektih. Ne. Ta dva zakona sta bila skrbno pripravljena, Državni zbor je pol dneva razpravljal o tem. A mislite, da je nacionalna televizija pripravljena samo oddajco, kjer bi se recimo vladni minister pa naš minister v senci soočila okrog teh projektov, ne? Ne, niti slučajno. A mislite, da so kakšen prispevek naredili o tem v dnevniku ali pa v Odmevih, ne? Kot da tega ni. Pol stavka, da je Državni zbor to obravnaval, niti niso povedali, da je to predlagal. Ne? Pa je to vendarle tema, ki je usodnega pomena za celotno Slovenijo. Ne? Nič od tega ni bilo. Ne? Se pravi, nekdo to tam cenzurira in tako dalje. Hkrati so pa tam oddaje ali pa prispevki, ne, pa televizijska soočanja pač o zadevah, ki so, bom rekel, mogoče pomembne za Mojco Pašek Šetinc, njenega moža lobista, pa še koga, ki jih plačuje. Ne. Nekako sva že skoraj pri koncu, pa da takole zaokroživa najin nocojšnji pogovor, če sva začela nekako splošno vašo oceno, pa nekako zaključiva tudi z malce pogledom v prihodnost. Prej sem vas tudi že vprašala, kako vi vidite, da bodo ti teroristični napadi vplivali na potek dogajanja v Evropi. Kako vi mislite, da bo tudi Evropa in s tem tudi Slovenija nekako izšla iz te krize, v kateri se je znašla, ki se mi zdi, da je nekako včasih, kar se pozablja, da je bila gospodarska kriza, ker je zdaj nekako prišlo do velike te migrantske krize, nekako našla pot iz tega. Gremo zdaj v pravi smeri? Kako vi vidite tukaj tudi prihodnost? Kako bo migrantska kriza vplivala na to in pa tudi ti teroristični napadi, ki mislim, da so kar nekako spremenili veliko razmišljanj? Glejte, Evropa je pomembna, ne, tudi za prihodnost Slovenije. Ravno z tega vidika smo v soboto na tem zborovanju zelo jasno povedali, da s tem, ko branimo Slovenijo, branimo tudi Evropo. Ne, in obratno. In na trgu ste videli samo slovenske in evropske zastave. In je to nekoga zelo zmotilo. Ne. Zato je bila glavna tema v osrednjih slovenskih medijih nekaj žvižgov gospe Novakovi, ne pa samo vsebina. Niti omenjali niso recimo osrednjega govornika, akademika Janka Kosa, ki je zelo poglobljeno razložil to situacijo v Sloveniji, niti omenjali ga niso, ne, čeprav je bil glavni govornik, niti deklaracije, ki je bila sprejeta. Za Slovenijo je Evropa pomembna zaradi tega, ker je ne glede na vse te anomalije, ne glede na to, kar se je zdaj dogajalo v zvezi z to migrantsko krizo, to za nas daleč najbolj ugodno znanje okolje, v katerem smo doslej živeli, ne, kot narod skozi, rekel, so našo zgodovino. Če Evropska unija razpade, bo razpadla na nekaj velikih in močnih držav, ki bodo okrog sebe zbrale nekaj teh manjših, lahko rečemo, vazalnih državic in ne bo nobenega govora več o enakovrednosti in enakopravnosti, ki je v veliki meri danes Slovenija uživa v Evropski uniji. Torej, ko branimo slovensko prihodnost, ne, moramo braniti tudi prihodnost Evropske unije in se boriti za to, da se stvari uredijo. Ne. Zdaj sem optimist, čeprav trenutno ni možno reči, da bo že čez noč vse boljše, ampak Evropa se bo izvila iz te krize, zavarovali bomo naše zunanje meje. Ob tem bo prišlo na dan tudi vprašanje odgovornosti tistih, ki so jih naredili takšne kot švicarski sir. Kar se ekonomije tiče, je pred nami nek nov cikel, ker se lahko bojimo recesije. 8 let je minilo od zadnje krize in običajno na 8 let spet pride do teh pojavov. Naš problem je to, ker pač čas, ki ga je večina evropskih držav
uporabila za okrevanje in so danes porasti bistveno nad tem, kar je bilo v času ekonomske krize. Slovenija tega ni naredila, ne, smo se zgolj zadolžili in bo to nekoliko trši pristanek, ampak na drugi strani imamo velike rezerve. Ne. Velike rezerve imamo v denarju, ne, ki se potroši, bom rekel, izven nadzora, izven neke racionalne porabe. Veliko rezerve imamo v ljudeh. Doma je treba zadržati večino teh, ki danes odhajajo po svetu in so glavno mladi, izobraženi. Danes na leto iz Slovenije odide skoraj toliko ljudi, kot se jih rodi. Približno enako število jih pa umre. Se pravi, gremo navzdol. Nekateri bi radi to luknjo zapolnili z migranti iz islamskega okolja, kar nikoli ne bo delovalo produktivno. Se temu treba upreti. Ta potencial je velik. Ne. Samo organizirati se treba na ta način, da bo pač dobro nagrajeno, ne, slabo zavračano, ne, da bo dobro delo tudi dobro plačano, da bodo mladi imeli perspektivo in da se bo vedelo, kaj je prav in kaj je narobe. Ne. To so temeljne stvari, ki jih je treba urediti. Gospod Janša, hvala lepa za nocojšnji pogovor. Hvala vam. Dragi gledalci in drage gledalke, vam pa seveda hvala za pozornost. Lahko noč.